Pozdravljeni. V naslednjem videu bom predstavil pošiljanje e-računov preko ZZI-ja in tudi prejemanje. Zdaj, kot veste, ZZI je platforma, ki omogoča, da lahko pošiljate e-račune direktno drugim uporabnikom, ki so tudi na ZZI-ju, in pa vsem proračunskim uporabnikom, ki so na omrežju UIP. Zdaj, sama registracija, pa postopek, na kak način se potem nastavitve naredijo, tisto bi jaz pustil mogoče za kak drug tečaj, danes vam bom pa prikazal samo uporabo. Za začetek morate imeti seveda na nastavitvah na klientu, morate imeti opisano pod politika elektronskega poslovanja, uvoz, izvoz e-računa ZZI, morate imeti opisano uporabniško ime in geslo, to je uporabniško ime in geslo, ki ga dobite v BizBoxu. Bi pa poudaril, da ni dovolj to, prej se je treba še prijaviti v sam sistem. Ko pa prijavite uporabnika, pa zregistrirate tudi podjetje in potem lahko začnete uporabo v Calculusu. V Calculusu izgleda pa uporaba takole. Gremo pod prodaja pa izdani računi. Vsi računi, ne bomo delali novega, zberemo kar en račun, damo uporabi kot predlogo. Zdaj, na kaj moramo biti pazljivi? Najprej mora biti gor na kupcu, mora biti vnešeni vsi podatki. To pomeni TRR, davčna številka, ID za DDV, če je zavezan za DDV, matična številka. Potem imate pa pod podrobnosti, imate možnost obkljukati proračunski uporabnik, v primeru, da je, torej kakšna občina, šola, vrtec, kaj podobnega. In pa na zavihku kupec je treba v tem primeru posrednika izbrati ZZI. Ko imate to izbrano, bo program, ko boste skreirali račun, bo avtomatično pod podrobnosti bo dodal kljukico na e-račun, vi boste takšen dokument samo shranili. In ko boste imeli shranjenega, boste šli pod prodaja pa izdane e-računi. Tule boste imeli pa prikazane vse tiste račune, ki so v bistvu obenem tudi e-računi. Torej, ne vse izdane račune, ampak samo tiste izdane račune, ki so e-računi. In zdaj treba najprej dokument podpisati. Podpišete z certifikatom. Zdaj, možnosti je več, lahko imate certifikat na računalniku. V primeru, da gre se pa to za Sigenco, torej ne Halcom ali pa Sigenca preko kakega ključka. Če je to čist klasična Sigenca, se lahko uvozi certifikat tudi direktno v Calculus in sicer pod politiko elektronskega poslovanja, certifikat za prijavo in podpis dokumentov. Ko boste imeli tole noter uvoženega, če kaj ne boste znali, vam lahko jaz pomagam, kako se ga izvozi pa uvozi v sam program, boste lahko podpisovali. Zdaj, če ga boste dali pod moje nastavitve, boste lahko podpisovali samo vi. Če ga boste dali pa na klienta, pa vsi, ki bodo imeli dostop do izdanih e-računov. No, in ko enkrat to uredite, kliknete z desno miško, to pomeni desnim gumbom na miški gor na dokument, in izberete podpiši e-račun izbrani. Lahko jih podpisujete tudi več. Torej, lahko bi označili 2, kliknali z desno miško gor, izbrali podpiši e-račun, program bi prebral certifikat in vam bi ga podpisal. Potem je pa naslednja možnost desna miška in izberete tule pošlji e-račun v ZZI. Zdaj, mogoče sem prej pozabil povedati v primeru, da bi rabili še kako priponko ali pa kaj takega gor na samem e-računu, to tek znate narediti, Ker klasični e-račun, če ga pogledamo tule gor, smo dobili zavihek. Tole je dejansko vizualizacija e-računa, zraven je XML v slogu 2.0, ki je trenutni standard, in pa priponka, torej sken tega dokumenta. Če želite še kakšno drugo priponko dodati, imate vedno tule možnost nova priponka, pa izberete tisto priponko, ko želite. Ok, mi zaenkrat ne bomo dajali priponke, bomo pa poslali e-račun naprej. Smo rekli, najprej ga podpišete, potem imate pa možnost pošlji e-račun na ZZI. Zdaj, v čem je razlika med ZZI pa klasičnimi e-računi po mailu? Pri ZZI-ju boste dobili potem tudi povratno informacijo, medtem ko po mailu tega nikoli nimate. In pa po mailu tudi ne morete proračunskim uporabnikom pošiljati kar preko ZZI-ja lahko.
Ok, dajmo poslati tale e-račun naprej. Račun je šel, tule sem v status spremenil v poslan in zdaj bomo šli gledati na prejemnikovo stran, kako pa pri njemu izgleda, ko ga prejme. Za ta primer imam pa tule še enega klienta, torej tistemu, kateremu smo prej izdali e-račun. Gremo pod nabava pa prijeti e-računi, namreč, ko se prevzemajo e-računi, je pa tu ravno obratna logika, ne. Prej smo naredili izdan račun, pa smo šli potem na izdane e-račune in smo ga tam podpisali pa poslali. Ko ga pa prejmete, greste pa ne prejmet prijete e-račune. Tule lahko takoj greste pod opravila in pa uvozi e-računi ZZI. Tale druga možnost, ko je tule, je za ročni uvoz preko XML-ja, če vam ga kdo pošle po mailu, ne. Mi bomo izbrali uvozi e-račun ZZI in vsi računi, ki so v Bizboxu, se nam bojo prenesli v sam program. Zdaj pa kaj lahko s tem naredimo? Dajmo se jih tule zložiti, da bomo imeli po vrsti. Tale je bil zadnji, ne. Tale je današnji. Tule zdaj piše, da je status dokumenta prijeta, ne. To pomeni dokument, račun se je shranil v statusu prijet, status e-računa je pa sprijet, torej prišel je k nam. Zdaj, če bi šli gledati na drugega klienta po povratno informacijo, bi dobili informacijo, da je bil sprijet, torej stranka ga je dobila. Če pa jaz, ko sem prijemnik, ne, ugotovim, da je z računom nekaj narobe, imam možnost klikniti gor z desno miško, torej desni gumbom na miški, izbrati zavrni e-račun in napišem tule, naprimer zavrnjen zaradi večkratnega pošiljanja. Date v redu in informacija se pošlje nazaj. Zdaj pa, če gremo spet na izdajatelja, pod prodajo pa izdani računi, najdemo tale račun, ko je bil prej poslan in zdaj, če bomo preverili informacijo, torej z desno miško pa preveri ZZI povratnice, bomo dobili nazaj informacijo zavrnjen zaradi večkratnega pošiljanja. Ne? Lahko pa seveda tale račun kadarkoli odprete, če ste slučajno spregledali tisto obvestilo in imate potem zraven gor na zavihku e-račun, imate povratnico z opisom, kaj se je zgodilo.